Lepo pozdravljeni na prekmurski vzorčni kmetiji, ki se nahaja v kraju Banuta, in sicer smo v Prekmurju. Gre za prvo vzorčno kmetijo v Sloveniji, ki je celo ekološko naravnana na naši prekmurski vzorčni kmetiji, ki je hkrati tudi ena učna kmetija. Se bomo danes sprehodili v rastlinjaku, v akvaponskem rastlinjaku, skozi nasad jagodičevja, nasad špargljev, zeliščnega vrta in sprehod zaključili pri naših živalih. Imamo sivo govedo, konje, osle, krškopoljske prašiče in mangalice. Ta kmetija je bila že odprej tudi kmetija, vidimo celo na stavbi, je zelo lepo ohranjena, je v madžarskem stilu bila takrat sezidana, in ta zgodba kmetije se je preusmerila v vzorčno, v učno kmetijo, na kateri stremimo k ekološki pridelavi in vabimo vse obiskovalce k nam na ogled, da se malo poučijo, vidijo, kaj še vse lahko pridelujemo. Tudi ena izmed možnosti prikaza samooskrbe in dobrega počutja, saj če smo zunaj v naravi, med vrtovi, je naše počutje čisto drugače. Tako da lepo vabljeni k nam. Nahajamo se v našem obnovljenem rastlinjaku, ki je bil na novo prekrit z ustreznimi polikarbonatnimi ploščami. V rastlinjaku imamo v prvem delu posajene 3 vrste enkratrodnih jagod in 3 vrste mesečnih jagod. Jagode so trenutno v fazi cvetenja, cvetijo zelo lepo. Zemlja za grebene je bila pripravljena, je bila pomešana z ustreznim kompostom. Letos med jagodami testiramo tudi česnek, kajti vemo, da se jagoda in česnek veljata za zelo dobra soseda. Izmed sort, ki jih imamo posajene enkratrodne, so kleri, mesečne jagode pa so sorta Albion. Tako, sedaj se nahajamo v akvaponskem rastlinjaku. Za nami je stolpčni sistem, v katerem pridelujemo v glavnem listnato zelenjavo. Trenutno je v izobilju solata. Ta čudovita rdeča je sorta Romaji. Solato vzgajamo v akvaponskem rastlinjaku v tehle tulcih, ki so v stolpčnem sistemu. Akvaponika pomeni, da se solata napaja z vodo, ki se nahaja v enem bazenu. In v tem bazenu imamo trenutno koi krape, torej ta solata ni deležna nobenih kemikalij, je čisto ekološka, naravna. Voda, ki jo napaja, prihaja z bazena, v katerem so, kot rečeno, ribe. Gre za zelo posebno solato, je zelo, poleg tega, da je okusna, zelo hrustljava, zelo polnega okusa. Torej sama pridelava solate v enem akvaponskem rastlinjaku, da pridemo do tako čudovite glave, traja nekje 45 dni, pa še nekaj dni več, vse odvisno od letnega časa. Poleg stolpčnega sistema, ki ga imamo v rastlinjaku, lahko še izkoristimo sadilna mesta, ki so spodaj. In sicer večinoma imamo vulkanski kamen, v katero tudi samo postavimo pilirano seme, in ta kamen je stalno navlažen in bo prav tako zrasla solata. Sedaj smo pa v našem nasadu jagodičevja.
ki se razprostira tukaj poleg mene. Gre za en vzorčni nasad jagodičevja, kjer imamo posajene različne vrste in različne sorte jagodičevja. Najdejo se borovnice, sibirske borovnice, rdeči ribez, črni ribez, bel ribez, kosmulja in na koncu nasada pa imamo 5 vrst malin. Sibirska borovnica že čudovito cveti, sicer je sam nasad zelo mlad, bil je vzpostavljen v prejšnjem letu, torej popoln pridelek lahko pričakujemo šele čez nekaj let. Nasad jagodičevja je, kot rečeno, en vzorčni nasad, je učni nasad, omogoča vsem obiskovalcem, ki bodo prišli na našo kmetijo, da lahko vidijo, kako izgleda. Torej, če si doma želijo posaditi sibirsko borovnico, bodo imeli možnost videti tukaj, kako to dejansko potem tudi uspeva v naravi. Torej, koliko prostora potrebuje, v kolikšno višino bo ona šla in ne nazadnje bo možnost tudi okusiti sam pridelek. Poleg vzorčnega nasada jagodičevja je za mano tamle tista zelena površina, pol hektarja posajenih špargljev. Imamo jih kar nekaj različnih sort. Šparglji so začeli že lepo poganjati, tako da pričakujemo čez nekje 10 dni, 2 tedna že prvi pridelek. Na vzorčni kmetiji poleg teh 2 nasadov imamo potem še en zeliščni vrt, kjer imamo tudi z namenom posajena zelišča, da jih lahko spoznavamo, jih povohamo in ne nazadnje potem naredimo kakšne čaje, tinkture in tudi vidimo, kako se dejansko eno zelišče v naravi odziva. Tukaj na našem pašniku, na prekmurski vzorčni kmetiji, vidimo sivo govedo. Prekmurska vzorčna kmetija ima poleg vseh teh nasadov še živali. Sivo govedo se nahaja pri nas, imamo potem tudi nekaj konjev, najdemo tudi krško-poljske prašiče, mangalice prašiče, imamo tudi osličke za naše najmlajše. Torej pri izboru živali smo dali pozornost pa velik poudarek na to, da probamo zajeti tiste, ki so bile nekoč oziroma so še avtohtone pasme, kot na primer krško-poljski ali pa celo mangalica in ne nazadnje tole čudovito sivo oziroma podolsko govedo. Vse živali pri nas so, tako kot je sama kmetija, so tudi živali ekološke. Pašna reja, čez celo leto so zunaj, dobijo samo seno, so res zdrave, počutijo se zelo dobro in veselijo se obiskovalcev.